Masiraš se, razteguješ, na hrbtenico naneseš mazilo, pa bolečina še kar traja. Rešitev za tvoja ledja je morda v tem sklepu. V tem videu ti želim korak za korakom pokazati, kako lahko ta sklep odkleneš doma na enostaven in varen način. In najboljše od vsega je, da boš videl, da ti ni treba biti mlad, suh ali zelo gibčen, da bi izvajal te vaje in razbremenil svojo hrbtenico. Všeč mi je bilo, to je sakroiliakalni sklep. To je povezava nog s hrbtenico. Ko povrnemo dober gib temu sklepu, sta tako hrbtenica kot noge bolj razbremenjeni, lažji in bolje delujeta. In čeprav ima ta majhen sklep majhen gib, obstaja več študij, ki kažejo na njegov pomen za hrbtenico in noge. Te študije kažejo, da ko je ta sklep zablokiran ali ujet, to poveča možnost za pojav bolečine in celo pojav poškodb, ter da izboljšanje tega sklepa lahko izboljša celo hitrost in moč strela pri nogometaših. Prvi korak, da odklenemo ta sklep in izboljšamo delovanje tvojega telesa, je ta. Ulegal se boš na hrbet z iztegnjenimi nogami in potreboval boš žogo, blazino ali vzglavnik. Postavi ta vzglavnik ali žogo med gležnje in v tem položaju se sprosti. Sprosti se. Stisni vzglavnik, šteješ do 5 in se sprostiš. To boš ponovil 3-krat. Če začutiš bolečino v kolenu ali tukaj pri dimljah, lahko isto narediš z vzglavnikom ali žogo med koleni. Stisni, šteješ do 5 in se sprostiš. Hej, to je kar dobro. Drugi korak bo deloval neposredno na sakroiliakalni sklep. Tukaj je cilj ustvariti prostor, kot da bi hkrati odprli oba sklepa, desnega in levega. Še naprej ležite na hrbtu, zdaj z upognjenimi nogami in uporabili boste pas. Ta pas namestite čez kolena, približno na tej višini tukaj. Brez težav lahko uporabite tudi blazino. V tem položaju boste potisnili zadnjico v vzmetnico. Ne dovolite, da se zadnjica dvigne. Prav? Ne spodvihujte trtice med noge. Pustite zadnjico pritisnjeno ob vzmetnico in potisnite kolena narazen, kot da bi želeli raztegniti pas. Napnite mišice toliko, da vas ne boli, štejte do 5 sekund in se sprostite. To ponovite tudi 3-krat. Ko uporabimo moč mišic, da odpremo sakroiliakalne sklepe na obeh straneh hkrati. Fenomenalno. Zdaj bomo naredili poravnavo med desno in levo stranjo. Za tvojo hrbtenico je to najpomembnejši korak, ker bo razbremenil tvojo hrbtenico, ko hodiš, ko tečeš, ko hodiš po stopnicah, ko kolesariš in celo, ko sediš. Poskušam narediti praktičen video, naravnost k bistvu, vendar moram razložiti, kaj počnemo. Ne skrbi, na koncu tega videa, ki bom podaril celotno zaporedje, brez razlage, brez rezov. Samo da pritisneš play in izvajaš vaje skupaj z mano. Dogovorjeno? Sedi bočno, bolj na rob kavča ali stola. Tista stran, ki je obrnjena ven iz stola, torej tisti del zadnjice, ki je zunaj stola, boš premaknil nogo nazaj, dokler ne začutiš raztezanja na sprednji strani stegna, na sprednjem delu kolka. Pozor, raztezanje naj ne boli. Prav? To je tisti občutek raztezanja, kot ko se zjutraj preteguješ, ko se zbudiš. Čutiš, da se razteguješ, ampak je prijetno. V tem položaju boš potisnil obe stopali v tla, kot da bi se hotel dvigniti in za centimeter odmaknil zadnjico od kavča ali stola. Tako, močno, še enkrat šteješ do 5 in se sprostiš. To boš naredil 3-krat na vsaki strani. Že od prvega poskusa naprej občutiš veliko olajšanje v hrbtenici. Če pa to delaš vsak dan, boš občutil veliko trajnejše olajšanje. Naslednji korak je, da se naučiš razbremeniti hrbtenico. To sem že pokazal v tem videu tukaj. In tukaj je celotno zaporedje po vrsti, da lahko predvajaš in izvajaš vaje skupaj z mano. Tega videa ne najdeš na kanalu, dostopaš do njega samo tukaj. To je darilo zate. Če ti lahko pomagam, že veš, deli ta video z nekom, ki ima bolečine v križu ali kakšne težave s hrbtenico. Uporabi ta video, da pomagaš tistim, ki to potrebujejo. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo naslednjič.